Jaz sem bila povabljena na eno tako 4-dnevno dogodivščino, kateri nisem mogla reči ne. Te zanima? Pridi z mano. Evo, en dan pred dogodivščino. Trenutno smo se tlele v bistvu smo zdaj na tej točki, kjer bomo potem hike tudi zaključili. Tukaj smo vse prepakirali, zdaj imamo v ruzaku res vse tisto, kar gre z mano, v avto sem dala vse, kar ne potrebujem, vse, kakor sem prišla oblečena in tako naprej. Dobila sem tudi nekaj novih pripomočkov, tako da to boste videli potem, ko jih bom uporabljala. In ja, sem ful navdušena in tudi malo živčna. Are you from Slovenia? Yes. Dobrodošli. Hvala. Anything else? Sleeping bags? You have everything? Stoves? Yeah. We also have. Yeah. We are so prepared. That's good. Thank you. Evo, tale zlati svetlovi. Zdaj sem šla prevzeti stvari. Imamo tlele v tej knjižici, se bom štempljala vsak dan. V bistvu je checkpoint sred dneva in pol na koncu dneva se štemplaš. Dobila sem zastavico za naruzak, da bodo vedeli, kam me dati. Pa mini plin. Zdaj pa prevzeti še hrano, vam pokažem. Imeli bomo v bistvu vsak večer skuhan obrok ali pa pač nek obrok. Zajtrk in kosilo bosta pa liofilizirana, tako ko ste lahko videli že v vlogu, v bistvu, ker smo šli do Kolpe hoditi, je Nejc prinesel, so že pripravljeni obroki v vrečkah in sem vročo vodo. Pa še šator smo si sposadile. Ja. Ja, dobro jutro. Evo, jaz sem že kar nekaj časa po konc. Vsi smo spakirani, zdaj bo še kraten briefing, pa gremo na pot. Tlele za mano lahko pa vidite, da se vagajo ruzaki, tako da dajmo zvagati mojega, ker se mi zdi, da neka teža pa je. Jaz direkt konj. 15. Kam pa čemo? Še malo dvigam. 15 pa pol. To? Evo, ta je pa za pol deta. Ja, hvala pol, da ne. 4, 3, 2, 1. Let's start! Jaz na tej poti hodim s takimi gamsi, tako da smo naredili že v bistvu skoraj 4 km, pa celo že 4. So nam pa na štartu rekli, da so sem za nas danes odprli eno štarijo, ki je drugače zaprta. In imajo baje fenomenalen štrudel in kofe. Evo smo najdeli en spot za vodiko natočiti, tako da bomo tlele vodo natočili, pa nas čaka en mal checkpoint, pa vzpon. Prvi checkpoint za danes. Pick some fruit and there is fresh water. Ok, thank you. Pa kakao. Pri checkpointu smo se malo odpočili, potem pa tukaj je bila odločitev in sicer ali greš na najvišji vrh tega hribovja, ali pa greš pač ne na vrh, kar pomeni še dodatnih 250-260 metrov vzpona in mi smo rekli, zakaj pa ne. To nam je eno, to je pa bilo intens. Zdaj pa tle še tale stolp, grem pa brez ruzaka še gor. Evo še razgled iz vrha, madžarska zastava plapala. Prvi dan smo bili zelo hitri, tako da so kilometri kar padali in jaz sem eni točki rekla, kaj se mi vodilo in sem na tem lepem prostorčku si sestavila skupaj svoj gorilniček in si skuhala kosilo. Za kosilo sem imela pa testenine Primavera. Zdi se mi, da je prav lepota teh trekkingov, ki niso na nekih ful pompoznih lokacijah tu,
da si v enem navadnem gozdu, vam ga bom pokazala, in se počutiš, da si tako na najlepšem kraju na svetu. I think that's the beauty of it, res. Janko in Metka vibes. Ta dan smo naredili okrog 19 km hoje in okrog 1100 metrov vzpona, kar je kar dober podvig. Ko sem prišla v kamp, sem se šla pa skošerat, kar je vedno ful velik bonus, sploh na tako vroč dan, kot je bil ta. Potem sva si s Cimro Sašo postavili še šotor. Torej, midve smo ta šotor dobile na recepciji, ko smo prišle, si ga bova delile. Nisem vedela, kakšen je, ampak gledajte, koliko je velik. Tu je predprostor. Ne, predstavljate si tle, kako lepo piknik leži, vsi ruzaki pridejo, vsi smrdljivi čevlji. In najprej, ko sem pogledala v šotor, sem bila tako, pa to je ful mejhno. Zato je, ker del še ni bil razprt. Pa v bistvu za 2 je tu hotel 5 zvezdic človek. Az a karamellás. Se je kar stemnilo, tako da me z mojo Cimro pospravljamo vse stvari. Šotore bomo dali pod streho, tlele, ping, ping. In bo noter le najnujnejše, da nič ne bo v predprostoru, ker se bojim, da bo vse zmočilo. Upam, da bo to le ena kratka nevihta. Really exciting. Yeah, and then I fell back asleep. So. Yeah, I hope so. I hope it lasts like this. Who's this bar? Hey? Pač ni bilo bad, considering. Tu bo, ja. Ta del. Ja, pa pošljena ta zadnja ena je usikala. Pa bo pa mir. Pa bo mir, ja. Pa bo kar da bi ugasnil. Mama je rekla luč ugasniti. Pa je pa sama vdus. Dobro jutro. Dan 2. Jaz zdaj že hodim nekaj časa, mojemu malo na 4 kilometrih. Danes sem štartala sama in vmes pred mano ena družinica. Sem videla, da smeti poberajo in sem ugotovila, da včeraj v bistvu smeti smo ni bilo. Jaz sem tudi pozabila to vrečko si nazad. Tako da danes, evo, jaz in moja vrečka poberamo smeti na trailu. Vam bom na koncu dneva pokazala, koliko se bo tega nabralo. Sem ujela še svojo skupino. Evo nas na checkpointu dneva, to pomeni, da smo danes že v bistvu mičkeno čez polovico. Gremo po štempilkico. Mi smo čisto blizu cilja, mislim, da še dobro 2 km. In seveda, komu se ne da več. Evo, na cilju, drugi dan narejen. Pa si poglejmo zdaj še, koliko smeti v moji vrečki. Sorry. Zdaj sem nekaj časa filmala telefon, tako da nisem posnela, kaj se je delalo vmes. Sašo smo dali hitro šotor sušiti, ker je bil moker tudi znotraj. Nevihta včeraj je bila kar močna. Tako da šotor se je zdaj lepo posušil, jaz sem si lase oprala, sebe sem umila, eno čokoladico pojedla, malo smo pokramljali tako v easy.
Ja, ful dober vibe je, zdaj v kampu. Na drugi dan smo v kamp prišli že ful zgodaj, mislim, da že ob 2 popoldne, kar je pomenilo, da smo imeli v bistvu še cel dan za početi stvari. Jaz sem na eni točki ratala, ker malo utrujena, tako da sem šla vžgat en nap. Če pogledamo statistiko, smo ta dan naredili slabih 20 km ter okrog 650 metrov vzpona. Za večerjo je bila neka ful zanimiva madžarska obara s smetano, piščancem pa limono. Ful zanimivo in ful dober. Večer smo zaključili pa s predavanjem o gorovju Meček. Lahko noč. Ja, dobro jutro. Pa je zdaj, prijateljčki. Mi smo začeli hoditi tretji dan Fjall Raven Wanderture. Glih sem začela tu snemati v največjih lancah. Počutje je vrhunsko. Moram reči, da tako, ko narediš 20 km na dan, se ful dobro zvečer regeneriraš. Ful nas dobro hranijo in za vse je poskrbljeno, tako da noge nimam utrujene. Žulji se dobro držijo, tako da top. Bo pa danes najbolj naporen dan od vseh 4. Ful vzpona, pa tudi dolga distanca. Tako da vam poročam, kako bo šlo. Imamo pa z vremenom ful srečo, je oblačno in tako naprej. V klanci je težko govoriti. Ojajaj, moje hoka ne bodo. I think I will jump. Checkpoint današnjega dneva je za mano. Zdaj smo kar malo grezali hrib, kot lahko vidite. Tako da gremo po štempelj, banano, pa upam, da imajo kakšno čokoladico. Matej še nosil Twix, celo pot. Za tretji dan. Danes smo imeli podobno tako kot prvi dan odločitev, ali gremo malo daljšo pot na okrog, do ene razgledne točke, ali pa ne. In seveda gremo. Južna se že kuha. Sem uspešno zamenjala za 3 deci vode, sem zamenjala malo jegra, da sem si lahko kosilo naredila. V današnjem dnevu imamo še 5-6 km do cilja in zdaj je prvi trenutek na tem treku, ker sem jaz tako, ne da se mi več, ker bi zdaj lahko malo mi sečo mrežo bi šla. Pa naj sapica piha, pa da drevesa poslušam. Tako da ja, zdaj se moram kar notranje motivirati, notranji glas mora biti tako, you can do it. Hkrati se pa tudi pomenjam na to, da me nič ne boli in da nimam nobenih žuljev, ker če bi bilo pa tu, ne, tu bi bilo pa še ultra bolj bedno, pa se mora še ultra bolj motivirati. Pač umeramo. Ma kje zdaj ga še na avto, da posnemam, kako je to prometna cesta? Baje bo na vrh kofe. Ja, pa naj bo, da ne. Evo, uspelo nam je tretji dan zaključek, tu smo pa iskri plovali. Evo pa štopiltica.
Večer, ki smo ga preživeli tretji dan v kampu, je bil moj najljubši, zaradi tega, ker smo bili v takem ful lepem jezerčku in ful je bilo dobro vzdušje. Smo pa ta dan naredili okrog 24 km, čeprav je nekaterim na urah kazalo tudi 26 km in pa dobrih 1000 metrov vzpona. Hooray, Jägermeister. Jägermeister is the shit. Po noči je padal dež, tako da smo se zbudili v zelo mokro jutro in dan smo začeli počasi. Nato smo šli pa na pot proti cilju, ki je bil pa zdaj že res zelo blizu. Današnji začetek je bil kar težek, ker smo šli skozi hrib. Zdaj pa smo tle na ravnini, je pa začel malo dež padati. Ampak smo dobre volje, tle pred mano že pojejo slovenske pesmi. Ljudje, eni roki, nosi sonce, drugi roki, zlati smeh. Veter, bela zvezda, gora. Ajde, to je pa najboljši razgled na celem pohodu. Evo, checkpoint, 4. dan. Ta je bil pa malo dlje kot ponavadi. In zdaj grem stav, da imajo vročo čokolado v smetano. Grem stav. Ni glih vroča čokolada, but I'll take it. Tu smo že blizu. Perček pa serovke. Danes sem na trailu razlagala Saši pa Kati, da bulku vse si želim eno žemlo, ne, pa not 2 rezini sera. From far. Stop! Bobo! You have to translate. Činkole, palenka. Dobro. Zadnji kilometer. Kava muska. To je to, smo na finišu. Mi se imamo radi, mi se imamo radi, prav zares. Thank you. Pač neverjetno, uspelo nam je, prišli smo do cilja. Tuk noro lušna tura, da sem amazing. Čisto navdušena sem bila del tega. Kar goosebumps sem, res. Velikrat sem že hodila, velikrat sem si preveč zadala, nisem se dobro zorganizirala, nisem imela dobre opreme. Ta tura je bila pa tako res perfektna kombinacija tega, da ni čisto easy, da imaš izzive, ampak hkrati, da ne trpiš, da lahko uživaš, si lahko vzameš full ur v dnevu, ko počivaš, se družiš, and I love it. Tako da, fuck. Zdaj čisto sem spet na hoden do prenočišča za danes in ja. Se gremo pa kopat v jezerček. Po osvežitvi naših utrujenih nogic v tem jezeru, ki kakor vidite, je sicer bilo precej blatno, ampak nam je zelo pasalo, smo šli na večerjo in po večerji je sledil ta družabni del, ki se je zelo hitro razvil in v bistvu smo več ur plesali in noreli in se res zabavali.
Po moje, če bi kdo mi prišel, ne bi nikoli Lugano, da smo 4 dni hodili s 15-kilskimi ruzaki na hrbtih. Zdaj, ko končujem urejanje tega vloga in ko gledam klipe za nazaj, še toliko bolj cenim to izkušnjo. Ful se zahvaljujem težko je to, ne? Fjal Ravno, da me je povabil na to doživetje. Zdaj, v ta vlog sem hotela vključiti predvsem to zgodbo, kako smo se mi 4 dni imeli, kako so stvari izgledale in podobno. Nisem šla pa ful v detajle in zato pa šparam naslednji vlog, ki bo bolj Q&A-based, tako da vse vas pozivam, da če imate kakšne vprašanja, pomisleke, če vam kaj ni bilo jasno, če se tudi vi mogoče pripravljate na kakšno dogodivščino pot, porabite kakšen nasvet, kar napišite spodaj v komentar, ali mi pa napišite na Instagram in naslednji vlog bo posvečen temu, da se malo pogovorimo, da z vami delim kakšen nasvet, pa tudi kakšno stvar iza kulisja, oziroma kakšno stvar, ki v tem vlogu ni bila prikazana. Recimo, kako je bilo z mojimi žulji, kakšen problem sem imela s hrano in tako naprej. Ker pa vem, da je kar veliko mojih sledilcev, navdušencev nad naravo in nad dogodivščinami, tako kot sem sama, sem se z ekipco dogovorila, da vam podarijo par stvari, za kar se ful zahvaljujem, ker so amazing. Tudi sama imam v bistvu vse, kar lahko vidite na tem videu. V paketku za nagradno igro torej lahko dobiš Primus skodelico, kapico Fjellreven, Primus meal set, ki je v bistvu kompletek večjih teh posodic, pa noter so še manjše posodice in je idealen za 2 človeka, po moji oceni. Bidon, ter pa eno vrečko hrane, za vse tiste, ki mogoče niste imeli še izkušnje, kako je to sem nalit vročo vodo in imaš že cel obrok na poti. V nagradni igri pa sodeluješ tako, da spodaj v komentar zapišeš eno posebno stvar, ki je res tako blizu teb in bi jo spakiral za 4-dnevni trekking. Potem bom med komentarji naključno izbrala srečnega dobitnika tega paketka in naznanila 20. septembra, komu grejo vse te čudovite stvari. Hvala vam ful za ogled tega vloga in za podporo mojega dela. Če še niste naročeni na kanal, kliknite spodaj subscribe ter seveda všečkajte tale video. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem Q&A vlogu. Bye bye!